tudi v kulturnem delu in ko podpiramo ustvarjalnost v drugih, je potrebno, da zelo pazimo na to, da upoštevamo človekovo potrebo po uspehu. Uspeh med drugim je beseda, ki se je pojavila v našem jeziku šele v zadnjih desetletjih, ne, ko sta živela Cankar in še prej Prešeren, to ni bila beseda, ne, uspeh, ki bi krožila med ljudmi, kaj šele med množico ljudi, kot se danes dogaja, ne. Danes pa je uspeh ena najbolj razširjenih besed sploh izrazov. In zaradi tega se zdi, da nam je vsem jasno, kaj je to. Mislim, da ni tako, zato ker če pogledamo zelo nazaj v svoje otroštvo in se spomnimo, ko smo shodili, ne, kaj smo potrebovali, ko smo naredili prve korake. Potrebovali smo navdušene oči svojih staršev ali tistega, ki je bil trenutno tam, da opazi naš podvig. In to seveda, in kadarkoli smo naredili kaj lepega, smo tisto stvar nesli in pokazali. Smo vedno iskali, da bomo pokazali na svoj dosežek, da bi ga delili z drugimi, torej da bi bil potrjen od nekod. In ta velika potreba, ne, da bi opazili, kaj smo dosegli in da bi drugi pač se na to odzval, je žal nekaj, kar mogoče otrok še doživlja, ne, mogoče v tem času to še gre, ampak odrasli tega ne doživljajo več. In zaradi tega ugotavljamo take absurdne izkušnje, ki jih imamo vsi, da slišimo najlepše stvari o človeku, o tem, kaj je bilo njegovo življenje, kaj vse mu je uspelo in kaj je drugim dal, na njegovem pogrebu. Takrat, ko jih on ne more več slišati, ne? Ali pa da slišimo vse, kako smo, ne vem, v svojem poklicnem življenju znali to in drugo narediti in dati in tako naprej, ko gremo v pokoj, se pravi ob tisti slovesnosti na upokojitvi, in takrat slišimo vse, kar bi bili radi slišali prej 40 let in bi nas podpiralo. Ali pa recimo za rojstni dan, ne? Je to res dovolj za to, da človek doživlja svojo uspešnost in občutek tistega, da nekje zažari v očeh drugih, da doživi občudovanje. Se zdi to, da je pretirano, ne, da mi rabimo občudovanje. Ampak ta stvar je tako močna, da vemo, da bi ljudje umrli za to včasih. Ne zato, da se spravijo na en oder, da imajo eno publiko, da doživijo ploskanje in da to nekaj, da s tem nekaj dosežejo. Ko bi mi pošteno priznali, kako zelo, zelo je to potrebno nam, zato da se počutimo v sredini enega kroga, ki nam reče, ja, vidimo te, navdušujemo se, občudujemo nekaj, kar narediš, zato bi mi naredili marsikaj. Ampak ker si ne priznamo, ker tega ne damo sebi, ker tega ne dajemo drugih, ki tudi hrepenijo, se potem zgodi, da ta velika potreba, ki je v bistvu ena moč in je nekaj lepega, ker v tem človek potem tudi zelo veliko lahko da od sebe, da to gre v eno stran pot. In na tej stran poti kaj pomeni? Da si začenjamo zavidati uspeh, da pokvarimo uspeh drugih, da ga ne privoščimo, da oviramo drugega, ne, ali pa z njim tekmujemo samo zato, ker ne želimo, da je tudi drugi na odru z nami, ne, in ga porivamo proč in se borimo za prvo vrsto, kdo bo najboljši, ne, in potem smo obsedeni od tega, kdo je prvi, drugi, tretji, ali je nagrada, ali je ni, ne. In to je ena potreba, ena sveta potreba v človeku, ki je šla neko stran pot, zato ker nismo odprli poti, da bi zaživela med ljudmi na tisti svoboden, prost in iskren način, s katerim pa bi jo lahko nahranili. Vse v človeku, kar mi ne nahranimo, se deformira. To so že pravljice povedale, ne? In izročilo človeštva je v tem, da kadar zanikujemo in nekaj skrivamo, se tista stvar spremeni v nekaj grdega in rušilnega. In torej ta želja, da uspemo, je lahko, če jo priznamo, če jo sprememo medse kot sporočilo o tem, kar nas lahko poveže, nam pomaga, da mi uspevamo in smo uspešni drug ob drugem, ne drug proti drugemu. In da
jasno povemo, da si želimo tudi mi kdaj biti v ospredju in to doživeti in da obenem drugemu to privoščimo in da vemo, da če mu to damo, bo rajši ob nas. In torej, če že, da tako rečem, pripravljamo veliko predstavo, potem gremo vsi skupaj na oder, ki smo to delali in povejmo, da smo vsi enakovredni in enakopravni in da vsak od nas je bil dragocen prispevek za tisto, kar smo naredili. Zato, ker nihče ne uspe sam. Vsak človek, če je pošten in pogleda, kdo je prispeval k njegovemu uspehu, bo lahko naštel celo vrsto ljudi, ki so nekaj naredili zato, da je nekaj razumel, znal in speljal. In torej tukaj mi lahko tudi gojimo hvaležnost in ugotovimo, da je občutenje skupnega uspeha in pozornosti do tega, da vsak pride do svojega trenutka uspeha, do trenutka, do svojega aplavza, do svojega reflektorja in do svoje občudovanosti, da je to tisto, kar nas brani pred družbo, ki bi jo razžirala zavist in vse tiste težnje, ki jih človek uresničuje in ga preplavijo, kadar mu ne uspe doživljati svojega uspeha z odprtim srcem.